Enkrat, pokaži mi, kako se smejemo. Pozitivna Slovenija je pred dnevi na Twitterju oznanila mestu in svetu. Danes poteka izobraževanje lokalnih urednikov v okviru Pozitivne akademije. V pripisu so dodali še komentar, da je vzdušje delovno. Novico so opremili s fotografijo, na kateri Vuk Čosić, zbranim predstavnikom sedme sile, razlaga prepotrebne veščine pozitivnega pisanja. Izbira predavatelja ne preseneča. Ime mu je namreč Vuk, kar spominja na Vuka Karadžića, ki je, kot je znano, utemeljil srbski pravopis z maksimo "Piši kao što govoriš". V prevodu bi se to glasilo: piši tako, kot govoriš. Vuk Čosić je navodilo nadgradil tako, da se zdaj glasi: "Piši, kako ti kažem". V prevodu: piši, kakor ti rečem. Kar v mandatu premijejke Alenke Bratušek pomeni: piši pozitivno. Ti imaš domišljija. V teh časih pisati pozitivno seveda ni mačji kašelj. Vlada je denimo že več mesecev brez ministra za gospodarstvo. Samo še malo počakamo, pa ga sploh ne bomo več potrebovali, saj bomo tudi povsem brez gospodarstva. Zdravstvo je tudi bolehno in brez ministra. Davkov imamo sicer vsak dan več, le pobere jih država vsak dan manj, kajti tam, kjer ni, še Alenka ne more vzeti. Skratka, časi so hudi in za odkrivanje pozitivnih novic je treba imeti precej domišljije. Kam pa pridemo brez domišljija? Prav zato je Pozitivna akademija v okviru izobraževanja lokalnih urednikov predstavila primer poročanja na spletnem portalu Planet Siol, kjer so se v pomanjkanju drugih pozitivnih novic razpisali o tem, kako je predsednica vlade Alenka Bratušek prijetno presenetila, ko je v snežnem metežu pozdravila generalnega sekretarja Zveze NATO in pri tem formalno črnino oblačil popestrila s pisano ruto. Vidite, kako preprosto je to? Nič lažjega. Rutka okoli vratu in domovina je rešena. Vsekakor pa s pozitivnimi novicami ne kaže pretiravati. Tako denimo ni primerno, kakor so to storile Slovenske novice, objavljati mastnih naslovov kot na primer: Bratuškova Šanelovo lepotico vredno več kot tisočak. V nadaljevanju potem piše, da je bila premijejka pred kratkim v Rimu, zato obstaja možnost, da je drago torbico kupila tam. Resnici na ljubo je treba povedati, da so novice v nadaljevanju škandal omilile in dopustile možnost, da torbica ni pristna, temveč gre za ponaredek. To potezo urednikov so udeleženci tečaja pozitivnega pisanja prepoznali kot pozitivno. Še veliko bolj pozitivno pa bi seveda bilo zapisati, da si je premijejka Alenka Bratušek omislila zgolj najnovejši model kurirčkove torbice. Iz dobro obveščenih krogov smo izvedeli, da so bili udeleženci izobraževanja nad predavanji navdušeni. Organizatorji pa so bili zadovoljni s pridobljenim znanjem, zato bodo podobne tečaje organizirali tudi v prihodnje. Dogovorjeno je, da se bodo naslednjič dotaknili vprašanja, kako javnosti razložiti, zakaj se finančni minister Uroš Čufer toliko časa ni vrnil s turneje, na kateri je skušal prodati za 3 milijarde evrov svežih slovenskih obveznic. Pojasnilo, da je bil toliko časa odsoten, ker mu ni uspelo zbrati denarja za vozovnico, namreč ni ravno pozitivno in je zato v pozitivnih slovenskih medijih nezaželeno. Zaradi velikega zanimanja novinarjev in lokalnih urednikov za izobraževanje v okviru Pozitivne akademije priporočamo čimprejšnjo prijavo. Število prostih mest je namreč omejeno. Če se ne boš smejal, bova pri priči šla domov.